Dobrodošli v Mindology podcastu, prostoru, kjer se odkrito pogovarjamo o umu, podzavesti, notranjih vzorcih, čustvih in spremembah, ki se začnejo najprej znotraj nas. Tukaj delimo vsebine, ki niso olepšane in niso instant rešitve. So pa človeške, strokovne in namenjene temu, da lažje razumeš sebe, svoje odzive in pa svet, v katerem živiš. Če si na poti osebne rasti, te zanima, kako deluje tvoj notranji svet, ali pa samo čutiš, da želiš živeti bolj zavestno, mirno in pa v stiku s sabo, potem si na pravem mestu. Hvaležna bom, če epizodo deliš z nekom, za kogar čutiš, da bi mu lahko koristila. S tem pomagaš širiti prostor tega razumevanja, varnosti in pa zavesti. Hvala ti, ker si tukaj. Hvala ti za tvoj čas in za tvojo pozornost. Jaz sem Irena in to je Mindology podcast. Včasih imamo občutek, da smo ženske postale nekakšne superjunakinje. Samo brez tistega ogrinjala, ki plapolja za nami, in brez časa zase. Zjutraj vstanemo, še preden zazvoni budilka. Najprej mislimo na otroke, na zajtrk, na šolske torbe, na urnike. Na poti v službo že razmišljamo, kaj bomo skuhale. Kdaj bomo skočili v trgovino? Koga vse moramo danes poklicati in komu še nismo odgovorile na sporočilo ali e-mail? In ko končno pride večer, imamo tisti kratek trenutek tišine, da bi malo zadihale. Ampak takrat običajno samo rečemo, še tole moram. In ker smo odgovorne, ker smo pridne, sočutne, to seveda tudi naredimo. Ne zato, ker bi nas v bistvu takrat nekdo v to silil, ampak ker smo na to navajene, naučene, da je prav, da poskrbimo za vse. Da moramo biti dobre hčere, dobre mame, dobre partnerke, dobre sodelavke in pa še nekaj vmes. Potem pa se izgubimo. Ne zato, ker ne bi znale postaviti nekih meja, ampak zato, ker smo bile tako naučene, da je to, da daš vse od sebe in da daš sebe na zadnje mesto, pač nekaj plemenitega. Kot da se meri, koliko smo vredne, potem koliko dajemo drugim. Ampak če pomisliš, kdaj si nazadnje res poskrbela zase? Ne zato, ker bi morala, ampak zato, ker bi si to dejansko želela. Ker si začutila, da tvoj dan, tvoje telo, tvoj potrebujejo samo tebe. Ne tistih še 5 minut, ne ko bo vse narejeno, ko bo vse pospravljeno, ampak zdaj, ta trenutek. Ko sebe vedno znova dajemo na zadnje mesto, ne postanemo zaradi tega dovolj ali pa bolj dobre. Postajamo vse bolj prazne. In prazna skodelica ne more nikogar več napolniti. Pa vendar, ravno to počnemo znova in znova iz dneva v dan. Polivamo iz prazne skodelice, se trudimo še bolj, še dlje in ko nas telo ali duša ustavita, se počutimo krive. In zakaj je temu tako? Ker smo naučene, da če poskrbimo zase, bomo razočarale s tem nekoga drugega. Da bomo takrat mogoče manj ljubeče, manj koristne, manj vredne. In to danes želim malo s tabo razvozlati. Zakaj to počnemo? Od kod to pride? Kaj se skriva pod tem občutkom dolžnosti in predvsem, kako to počasi lahko začnemo spreminjati? Brez občutka krivde, ampak z občutkom notranjega zavedanja. Ker ko enkrat začnemo razumeti, zakaj delujemo tako, kot delujemo, lahko začnemo počasi postopoma izbirati drugače. A najprej, malo o tem, odkot to v bistvu sploh pride. Večina teh vzorcev se začne zelo, zelo zgodaj. Kot otroci smo hitro ugotovili, da je varno, ko so drugi zadovoljni, da dobimo ljubezen, ko smo pridni, da ne povzročamo težav, ko pomagamo in ko se prilagajamo. In takrat se v bistvu v nas ustvari ena zelo, zelo močna povezava. Če bodo drugi srečni,
bom jaz varna. In ta občutek se zasidra. Zasidra se kot nek tak notranji sistem, ki ga potem v bistvu celo življenje poganjamo na nekem avtopilotu. Če si mogoče bila tisti otrok, ki je doma pomagal mami, miril očeta, razsvetljeval druge, potem si verjetno danes odrasla oseba, ki se težko ustavi, ki težko reče drugim ne. Pa ne zato, ker bi s tem izkazovala neko svojo notranjo šibkost, ampak zato, ker je tvoj notranji sistem naučen, da varnost pomeni biti koristna, daj sebe na stran, ne bodi drugim v breme. In to prepričanje odraste v bistvu skupaj s tabo, skupaj z mano. Samo okolje se spremeni. Okolje, kjer nismo več otroci, ampak sodelavka, partnerka, mama, prijateljica. Ampak sistem pa ostaja isti. Isti tisti notranji glas, ki šepeta, če bodo drugi v redu, bom tudi jaz v redu. Ampak ta enačba dejansko v resnici ne deluje, ker drugi nikoli ne bodo v redu. Vedno pride nekdo nov. Vedno pride nek nov problem, neka nova potreba. In mi ostajamo tisti, ki čakamo na pravi trenutek. In ta trenutek pravzaprav nikoli ne pride samo od sebe. Ta trenutek ga moramo izbrati. Mi. Veš, ena stvar, ki me vedno znova fascinira pri ženskah, pri osebah je, kako neverjetno vzdržljive smo. Koliko tega smo zmožne prenesti. Koliko tega še malo zdržimo. In kolikokrat rečemo, v redu sem, tudi takrat, ko nismo. In potem pridejo tisti trenutki, ko telo začne pošiljati signale, najprej majhne. Ko ne zmoremo več ostati, tako zlahka, kasneje. In ko te teža v prsih spomni, da nekaj ni okej, da nisi v redu. Ko čutimo, da smo utrujeni, ne samo fizično, ampak globoko nekje znotraj sebe. In tudi takrat pogosto rečemo, sej bo, sam še to naredim, sam še to moram končati. Ampak to, samo še tole, v bistvu res postane naš način življenja. Vedno znova se ujamemo v tisti začarani krog. Izčrpanost, krivda, akcija in še več izčrpanosti. In to ni zato, ker bi bile šibke ali naivne, ampak zato, ker nas naša podzavest prepričuje, da če se ustavimo, bo nekaj narobe. Da bomo takrat izgubili nadzor ali da nas bodo drugi imeli mogoče manj radi. Tukaj pride en zelo zanimiv mehanizem uma. Ko si končno vzamemo malo časa zase, morda si naredimo čaj, se uležemo na kavč ali gremo na sprehod, tisti notranji glas začne šepetati: resno? Zdaj boš počivala, ko imaš še toliko enih obveznosti? In kar naenkrat ti mir ne prinese sprostitve, ampak krivdo. In to je tisti trenutek, kjer se cikel v bistvu res zapre, zaključi. Namesto da bi bil počitek nek vir moči, postane vir sramu. In ker se hočemo znebiti tega občutka krivde, spet skočimo v akcijo. In tako ohranjamo ta notranji program živ, aktiven. Program, ki znotraj nas pravi: moja vrednost je v tem, koliko naredim za druge. Ampak resnica je pravzaprav popolnoma drugačna. Tvoja vrednost je v tem, da obstajaš, da čutiš, da si, in tvoj doprinos svetu ni v tvoji izčrpanosti, ampak v tvoji prisotnosti. Ko si v ravnovesju, si bolj potrpežljiva. Ko si spočita, si bolj ljubeča. Ko si v stiku s sabo, vidiš stvari jasneje. In to občutijo tudi drugi. Tvoji otroci, partner, sodelavci, vsi začutijo, ko se v tebi nekaj premakne. In to je tisti moment, ki ga marsikatera ženska doživi šele takrat, ko prvič zares poskrbi zase. Ko začuti, da ni sebična, če je prijazna do sebe. Da je to nek osnovni pogoj, da lahko sploh ljubiš druge. Zato ni dovolj, da si samo rečeš: moram več skrbeti zase.
To ne deluje, ker v tem stavku še vedno čutimo neko dolžnost. Ključno je, da to zares začutimo. Da razumemo, da je tisti naš notranji temelj, ne pa notranja nagrada. In da naš mir ni luksuz, ampak nujna potreba. Večkrat slišim, da ženske rečejo, jaz pač rada skrbim za druge. In verjamem, da to iskreno tudi mislijo. Ampak, če gremo malo globlje, skoraj vedno najdemo tudi nekaj drugega. Ne gre samo za to, da rada daješ. Gre za to, da se bolj varno počutiš, ko daješ. Ker nekje v ozadju živi znotraj tebe stavek, če bom skrbela za vse, me bodo imeli radi, ne bodo jezni name, ne bom jih razočarala, ne bom izgubila odnosa. Ampak v resnici je to samo strah. Strah pred tem, da nisi dovolj, če ne daješ. Strah pred tem, da boš manj vredna, če si izbereš sebe. Strah pred tem, da boš koga prizadela, če rečeš ne. In ta strah ni nastal zdaj, ko si že odrasla oseba. Ta strah ima zgodovino, dolgo zgodovino. In včasih, ali pogosto, bi rekla, da ga najdemo kar v otroštvu. Mogoče v našem odnosu z mamo, kjer smo hotele biti tiste pridne punčke, ker je to prineslo mir v domu in pa neko odobravanje. Mogoče pri očetu, kjer si želela, da je ponosen nate. Mogoče v kakšni družinski dinamiki, kjer si se naučila, da je najbolj varno, če nisi nikomur v napoto. In a veš, kaj je pa najbolj zanimivo? Da ko enkrat vidimo, ampak res tisto vidimo, se nekaj znotraj nas lahko premakne. Ker dokler mislimo, da delamo vse za druge iz ljubezni in da se to zdi nesebično, plemenito, pravilno, ampak ko prepoznamo, da to pogosto delamo zgolj iz strahu, iz potrebe po potrditvi, iz tiste stare navade preživetja, se začne znotraj nas prebujati iskra. Iskra samospoznanja. In iz nje zraste nekaj zelo, zelo pomembnega. Zraste notranja moč, da začnemo izbirati drugače, izbirati sebe. Ampak ne proti drugim, ampak za sebe. In verjemi, da to ni upor, to ni egoizem, to ni, zdaj bom pa mislila samo nase in se požvižgala na vse ostale. To je tisti naš notranji odrasli jaz, ki stopi do notranjega otroka in mu reče, nisem več majhna, zdaj jaz skrbim za naju. In varno je, da poskrbiva en za drugega in zase. Veliko žensk misli, da morajo vse spremeniti čez noč. Od jutri nove meje, od jutri čas zase, od jutri konec ugajanja. In potem se zgodi kaj? Življenje. Stari programi, utrujenost in realnost, v kateri nisi samo ti, ampak so otroci, partner, dom, služba, obveznosti. Zato se sprememba ne začne s tem, da spremeniš čisto vse. Začne se z drobnimi stvarmi, tistimi majhnimi, ki jih lahko v bistvu držiš v svojih vajtih. Recimo, da ne odgovoriš takoj, ko te nekdo nekaj vpraša. Ampak si vzameš trenutek, da vdihneš. Narediš si 3 sekunde prostora. In ko te preplavi občutek moram, se vprašaš, kaj pravzaprav potrebujem. Namesto da rečeš, v redu je, si priznaš, danes mi ni. Ne rabiš razlagati, ne rabiš se opravičevati. Dovolj je, da priznaš sebi. In morda enkrat na dan izbereš nekaj, kar je v bistvu samo zate. Ne kot nagrado, ampak kot neko potrebo. To so tisti majhni mikropremiki, ki jih ljudje pogosto podcenjujemo. Ampak v resnici ravno ti gradijo našo novo notranjo identiteto. Ko si dovoliš malo več sebe danes, boš lažje malo več imela sebe tudi jutri. In počasi, ne opaziš kdaj, se iz ženske, ki preživi, začneš premikati v žensko, ki živi.
To ni cilj, da nenadoma rečeš čisto vsem ne. Cilj je, da rečeš da sebi. Včasih boš še vedno dala drugim in to je okej, seveda boš, ker ti je mar. Ampak to dejanje ne bo iz tiste tvoje notranje izpraznjenosti, ampak iz notranje polnosti. In to je potem čisto druga energija. Druga prisotnost, druga ti. Včasih mislimo, da moramo imeti plan, kako se spremeniti. Da rabimo natančno vedeti, kaj bomo počele, kako bomo drugačne. Ampak resnica je, da sprememba ne potrebuje ogromnih načrtov. Potrebuje zgolj zavedanje. Zato imam eno čisto preprosto vajo, ki jo predlagam skoraj vsaki klientki, ko pride z občutkom, ne vem več, kdo sem. Prvih nekaj dni se samo opazuj. Brez da bi karkoli probala spreminjati. Opazuj trenutke, ko rečeš ja, pa v resnici misliš ne. Ko te nekdo nekaj prosi in začutiš tisti drobni upor v telesu, a ga zavestno utišaš. Ko narediš nekaj samo zato, da nekoga ne bi razočarala. Ko odlašaš sabo, ker je vedno nekako bolj nekaj drugega pomembno. Povabim te, da si vse to zapišeš, ampak da izhajaš ne iz neke notranje kritike, ampak zgolj iz nekega opazovanja. Kot da raziskuješ svojo notranjo mapo, svoj notranji zemljevid. In ker šele ko vidiš, kje pravzaprav izgubljaš sebe, lahko najdeš pot nazaj. Ko to delaš nekaj dni, se začne nekaj zanimivega dogajati. Začneš čutiti razliko. Opaziš, kako tvoje telo reagira, kako se ti stisne želodec, ko greš spet čez sebe. Kako se ti umiri dih, ko si dovoliš, da takrat rečeš ne. In potem pride tudi tisti trenutek, ko te življenje postavi pred isto situacijo, kot že 100-krat prej, ampak ti izbereš tokrat drugače. In to je potem ogromen premik. Ne dramatičen, ni viden navzven, vsem na očeh, ampak v tvojem notranjem svetu pomeni pa čisto vse. Če želiš, lahko temu dodaš še čisto kratek ritual. Nekaj, kar ti pomaga vsak dan malo bolj čutiti sebe. Recimo zjutraj, ko se zbudiš, še preden pogledaš na svoj telefon, si lahko samo položiš roko na srce in rečeš: danes sem del te enačbe, ne bom več izpuščena. Zveni preprosto, ampak ta stavek te vsak dan spomni, da nisi tukaj samo zato, da držiš svet pokonci, ampak da tudi ti spadaš v ta svet. In skozi dan, ko začutiš tisto staro potrebo, da spet narediš vse sama, se samo ustavi. Vdih, izdih. Vprašaj se, kaj bi bilo ta trenutek najboljše zame. In karkoli pride, čeprav je mogoče tista neka čisto drobna stvar, jo naredi. Ne zato, ker moraš, ampak zato, ker veš, da si tega vredna. Ker je to tvoja nova praksa ljubezni do sebe. Veš, včasih imamo občutek, da moramo za spremembo narediti res nekaj ogromnega, drastičnega. Da moramo nekam iti, najti nek poseben trenutek, najti nek začetek, neko motivacijo. Ampak resnica je, da se vse začne v enem samem drobnem trenutku. V trenutku, ko se odločiš, da si vredna svoje pozornosti. Tudi če danes nisi spremenila ničesar, ampak si samo poslušala tole epizodo in se v teh besedah nekje celo prepoznala, je to že velik začetek. Ker prepoznati pomeni, da vidiš, in ko enkrat vidiš, ne moreš več delovati popolnoma po starem. Tako počasi, z zavedanjem, s temi drobnimi dejanji, z iskrenostjo do sebe, začneš vračati tiste koščke nazaj vase. To, da sebe postaviš na seznam, ni razkošje, je tvoja odgovornost do tebe.
ker ko si ti v ravnovesju, vse okoli tebe čuti tvojo umirjenost. In to spremeni energijo doma, spremeni energijo tvojih odnosov, energijo sveta. Ampak razumem, da včasih ni lahko. Verjemi, da te razumem. Ker te stvari, ti vzorci nas vlečejo nazaj. Ker imamo včasih občutek, da nas bo svet obsojal, če rečemo enkrat, dovolj imam. In ravno tu pride prav tudi hipnoterapija. Ne kot neka čarobna rešitev, ampak kot varen prostor, kjer lahko res iskreno pogledaš vase. Kjer se ne boriš več sama s sabo, ampak se slišiš in slišiš ti svoj notranji glas. Hipnoterapija pomaga umu, da se sprosti, da se razrahljajo neki stari programi in da tisti del tebe, ki je bil dolgo časa tiho, spet dobi prostor, da spregovori. To ni proces popraviti sebe. To je proces spomniti se, kdo si v resnici. In to je tisto, kar si vsaka izmed nas zasluži. In morda bo to tvoj prvi korak, samo to, da danes narediš nekaj malega zase. Morda pa boš hotela raziskovati naprej. Mogoče preko hipnoterapije, preko programov, meditacij, pogovorov. Karkoli boš izbrala, naj bo ta izbira zase. Ker ko se ti vrneš k sebi, vse okoli tebe začne se spreminjati. In to ni sebično, to je del ljubezni do sebe. Ker ko si ti del te enačbe in takrat nikoli več iz te enačbe ne boš izpuščena in boš res zaživela izpopolnjeno življenje. In to ti želim.